Zdaj pa prihaja naš naslednji gost, ki je v športni karieri večkrat dokazal, da ima pogum skočiti daleč. Tokrat pa bo z nami delil, kako je po športu skočil v poslovni svet. Ste že uganili, o komu govorimo? Predvidevam, da ja. Cene Prevc je mnogim poznan po športni karieri. Manj znano pa je, da je po koncu smučarskih skokov skočil v poslovne vode in se začel ukvarjati z gostinstvom. Prevzel je namreč vodenje kavarne in slaščičarne na Gorenjskem. Zadnje čase ga lahko srečamo tudi na stand-up odrih, ker nas zabava s svojim humorjem. Z nami bo delil nekaj svojih misli, kako mu je spil ta skok in kako sam vidi decembrski čas. Morda nas nauči, kako izvesti eleganten pristanek po božičnih nakupih. S Cenetom se bo pogovarjal sodelavec Rok, tako da jo vabim na oder, ko bosta pripravljena. Cene Prevc, Pozdravljen. dobrodošel na Cenetu Štuparju. Danes se bomo veliko pogovarjali o dobrinah, o darilih smo se že pogovarjali, ki jih imamo v življenju. Jaz zelo velikokrat slišim dva taka stavka ali pa dva izgovora, ali da nekdo nima časa ali pa da nima denarja. Zdaj, glede na to, da o denarju se bomo še pogovarjali, bi se mogoče jaz na začetku ustavil malo pri času. Vem, da tvoj čas je zelo omejen, pa tudi sicer se mi zdi, da čas je edina dobrina, ki jo imamo v življenju in je v resnici omejena. Razen mogoče bitcoina, a ne? Tako da ja, Cene, hvala, da si del svojega časa investiral v obisk Ceneta Štupara in našega finančnega placa. Zato me mogoče na začetku zanima, kaj te je nagovorilo, da si se odzval v vabilu. En lep dober večer sem skupaj. Moram ta prvo še kad intermezzo dodati, da sem res navdušen, ker še enkrat gor raseš, pa ime Cene ni ravno popularno. Mislim, da ker sem še rasel, si gledal po statistiki, da si šele 700 na 13. mestu po slovenski statističnem uradu. Zdaj ne vem, če je šlo že kaj višje, ker se lahko pohvalim, da ena, dva Ceneta že obstajata samo zaradi mene. Da je tudi od tega prišlo. Je bilo pa zelo fascinantno nekaj mesecev nazaj ugotoviti, da je pa bil en Cene že pred tabo, ki je nekaj takega v življenju naredil, da je zdaj cela ustanova dobila ime po njemu. To pa ja, ker si sam omenil, nimam časa, pa nimam denarja. Nimam denarja, ja, tele se ne bom toliko poglabljal. Nimam časa je pa nekaj, kar je meni skozi leta, predvsem zaradi tega, ker in v šoli, če želel speljati, pa poleg še skokov, pa vse živo. Moram reči, da je se lahko malo egoistično pohvalim, da ti rata nekako uskladiti, da daješ prioritete tistim, kar želiš v življenju nekaj spremeniti. In je zelo zabavno, kot ti sošolske veš, da ima poleg šolskih obveznosti domače naloge, vrtanja po nosu, pa da bo opravil še kakšno coto peril doma, da so toliko vse njegove obveznosti, ampak pa nima cajta še nekaj dodatnega v šoli narediti, ker se moraš pa še ti dodatnih obveznosti, ki jih razredčarka določi. In ja, takrat sem jaz zelo ratal alergičen na predpono, nimam časa. Zakaj? Vsi imamo 24 ur. Vsak ima 24 ur v dnevu in sam se odločiš, kako jih boš namenil. Sam se odločiš, da boš podaljšal v noč, pa še kakšno uro več naredil. Ja, je fajn, da še zmeraj nameneš tudi dosti teh 24 urah spancu, pa dolgoročno še za kaj drugega. Ampak zaradi tega se zelo merkam, pa popravljam tudi druge, ki pravijo, če nimaš časa, ne. Ne vzamem si časa, pa me kdo še tako grdo gleda, da ja, zame si pa nam še vzel cajta. Ja, v tem momentu si ga ne morem, ker mi je to pa to v življenju bolj pomembno. Si mi ti tudi še zmeraj dovolj pomemben, da se zdajle že celo še zmeraj s tabo pogovarjam, a ne? In je zelo vidik, a ne, vsi imamo isto časa v življenju in namenimo ga tistemu, kar nam v tistem trenutku bolj je pomembno, a ne, in ja, bi mogoče lahko hitro pol že potegnili na povezavo s financami, da je nekako fajn planirati, da tista številka, ki obstaja, ni glih za vse, a ne, ne moreš glih se odločiti pa Lamborghinija kupiti, ti bo zmanjkalo ne časa, ampak denarja. In nekako splanirati, kako nameniti pol tudi tiste številke, da prideš čez. Tako. Ja, super. Jaz se spomnim, ko sem bil otrok, sem zelo veliko časa investiral v to, da sem gledal skoke. Sem imel vse tam zapisane, vse rezultate in ja, to je bilo še pred tvojim časom. Zdaj, midva sva se dogovorila, da se bova tikala, a ne?
Pa bi mogoče vseeno začel pri skokih. Zdaj, ko se skakalec tam pojavi na letni rampi, ponavadi piše ime, priimek, država, s katere prihaja, včasih piše tudi, koliko zmag je nekdo dosegel. Zdaj, če skačeš v planici, piše še oseben rekord. Pa me zanima, kako bi ti sebe predstavil oziroma kaj bi si želel, da zdaj piše na tej tvoji zaletni rampi tega obdobja, kjer se zdajle nahajaš. Mislim, dostikrat, kakor me takole vabijo, pa prosijo za kakršenkoli opis, da jim odgovorim, da jaz tega ne bom delal. Zakaj? Ker dostikrat tudi, ke mene vidi mene v določeni luči. Se pravi, tudi opis naj napiše sam, ker potem bo napisal to, kar želijo, da povabljeni gosti vedo o meni oziroma da se predstavi. Tam na oni rampi pa, zdaj ne vem, iz športnega, iz celotnega življenjskega obdobja, kaj da bi pisali zraven. Po želji. Ja, zdaj je... Lahko pa dam pod vprašanje. Probata prvo brez, se pravi. Iz športnega vidika je seveda tisto, kar je mi najbolj ljubše, to, kar bi že dejansko pisali, se pravi osebni rekord, ker je tudi tisti skok nekaj, kar je zame osebno največjega, kar mi uspelo v smučarskih skokih, pa je bil tudi malo tisti glaven premik v glavi, ki te je pol začelo druge cilje voditi, ker, ne vem, malo so dolgočasne skakalnice rate, lahko kakšno večje že počasno naredijo. Kot iz ne, ni nič, da bi tam zanimivega pisala. Zdi se mi tako, da kar sem poslušal, kakšne intervjuje s tabo, vedno si znal ljudi nasmejati, vedno si bil tak igriv sogovornik. Skakalnih časov se spomnim, da ko so vsi tam že pospravljali, pa ko so bili že na toplem, si ti s svojimi izjavami še vedno zabaval nas, ko smo doma na kavču tole gledali. Pa me zanima, če si bil že od otroštva v družini Prevc največji zabavljač. Zdaj, jaz to malo zanikam, a ne, ampak kakor druge sprašujem, pa tudi tete pa strice pravijo, da ja ne bi bil že od nekdaj gobčan. Pa ni bilo glih ravno, da so drugi že pospravljali, so le vnaprej posneli, pa smo biti pol kaj kasneje še poslušali. Je ta vidik, da ne vem, od nekdaj, kar je mogoče v meni od razlike od ostalih, se pravi tudi bratov, sester, sorodnikov, da dopuščam ljudem, da me vidijo kot dostopno osebo. Se pravi, da ljudem dam na daleč tisto vpliv, ker verjetno imate ljudi, ki jih že v daleč pismo temu se raje sploh nam približal, a ne. To nekako mogoče je tista razlika pri meni, pa tudi pol, ke pride do same komunikacije, probaš ljudem dati nekaj nazaj in da tudi pol, mogoče tudi kot mlajši, ja, da se je začelo s tem, da ti kot drugi otrok v družini, se pravi, se moraš malo borbati, da ven prideš, ne vem, sploh od statistika od žene pravi, da ta srednji otrok je najbolj prikrajšan, ker ta prvi je pač ta prvi, ta drugi je glih nekaj vsred, pa že ta mlajši pride, pa na ta drugega malo pozabijo. Jaz tega sicer nisem občutil, ampak morebiti pa je bilo kaj malo tega, da si se pol probal na ta način bolj ven poudariti, a ne. Ne vem, nimam kakšne takšne podlage, da je pa prišlo do malo bolj kakršnekoli večje komunikacije, pa predvsem ta vidik, da kot smo prej omenjali, ta kapitalistični svet in šport ne moreš izvzeti tega, da kljub temu, da ko pridemo do športa, je tista glavna nit, zakaj je toliko zanimiv tudi splošni javnosti, ker obstaja tista prvinskost. Se pravi, tisti fantje, ki so tam, ja, v tistem momentu, ke je ali poteka igra, ali ke sem jaz na rampi, ali ke je pred temu, da se bo spustil na smučarsko progo, ali pred štartom etapne dirke, vsak ima tam samo nekaj v glavi, da bo takrat naredil najboljše, kar je on sposoben, a ne. In obstaja tista prvinskost, da v tistem momentu, kar se na svetu dogaja, ni toliko pomembno, kot pa ona sama tekma, pa da bo on same sebe spravil na nekaj, kar je največ možnega, ali pa da bo dobesedno naredil nekaj, kar je človeško telo najbolj zmožno. In to je tista prvinskost športa, ke je. Če pa hoče obstajati v tem svetu, pa dobro vemo, da nekaj mora biti denar, da bo ta človek treniral, da bojo njegovi trenerji imeli plačo in vse to, in prideš, se pravi, ozadaj do sponzorjev, pa kako firme pridejo do tega, da te rade sponzorirajo, ja, morajo imeti en interes, pa mora priti ena bilanca, da se njim splača tebi dati denar, da ga nekje drugje več dobijo ven, a ne. In tule pa pride do tega, da rabijo imeti podporo javnosti, zanimivi morajo biti javnosti oziroma
tvojo njihovo firmo morajo prek javnosti jo videti in kje pa pride, tam so pa mediji. Pred mediji, da ti znaš biti malo bolj zanimiv, ker imaš tistega sponzorja zraven, ali da zaradi tega ljudje malo bolj šport gledajo. In ker ta začaran krog povežeš, vidiš, da ja, je zanimiv tudi, če ti malo boljšo retoriko spelješ takrat, ko se postaviš pred novinarje in ko začneš na tem malo bolj resno delati, je ratalo to, kar se je nekako naredilo v zadnjih letih. Super, no, ja, super ti gre tole na tem področju. Zdaj, če sem jaz prav izračunal, skok traja nekje v povprečju 6-7 sekund, in da v tistih parih sekundah dosežeš dober rezultat. Mestna, a si na YouTubeu štel sekunde? Ne, mislim, da v Planici enkrat. Aha, mislim, jaz sem si mogel na YouTubeu Aj več kot 6 sekund v zraku. Ne, je realno Planica kakšne 8, če greš daleč, tele 120, ki pa so tam 6 sekund. 6 sekund. Ja. Ja, in da tam rezultat dosežeš, to verjetno je en kup enega odrekanja, treninga, trdega dela. In zdi se mi to taka ena zelo dobra lekcija tudi za ostale stvari v življenju, da za rezultat je potreben trud, ni nekih bližnjic. Zdaj jaz si tako nekako, tudi ko sva se malo pogovarjala pred današnjim dnem, pa tudi predstavljam si, no, da skoki ne moreš biti finančno preskrbljen za celo življenje, so ti pa verjetno dali marsikaj drugega. Tako da, a je bilo vredno trenirati za unih 8, 6-7 sekund v zraku? Mislim, predstavljajte si, da jaz mislim, da sem imel celo eno sezono, ki ti je bil zaradi tega, ker si bil zgolj en povprečen skakalec. Edina motivacija začetka aprila je bila tvoja glavna motivacija unih 9 skokov čez eno leto marca v Planici. Je, da tisti poleti, se pravi najdaljše možno, to je bilo sploh meni osebno pač nekaj največ, kar na smučarski skoki trenutno dopuščajo in zaradi tega tudi nekaj največ, kar si se trudil doseči, poleg seveda vseh tistih trofej pa kristalnih zadev. In je na splošno, da ja, šport ti da marsikaj, ker sem govorila o ogromno odrekanja, jaz ponavadi malo mogoče zbanaliziram, ampak dejstvo je, da danes katerakoli stvar želiš stopiti iz povprečja ali pa kaj, ali pa da dobesedno želiš na čemu biti boljši od ostalih, vedno so prisotna odrekanja. Pa je to ali šport, ali glasba, ali poslovne vode, ali karkoli je, če želiš biti vsaj boljši ali nekaj nadgraditi, je 8 ur takrat, ko se šele začne dogajati zadeva. V športu je pa ta razlika, da pride potem zelo odvisno od športa, ne, se pravi, kakršnekoli kot zdaj zelo popularno kolesarstvo ali tudi, ne vem, v tem momentu smučarski teki, tam pride res do tistih dolgotrajnih treningov ure in ure in ure, ki jih moraš not vlagati. V skokih je ta razlika, da smo eksploziven šport in je dostikrat tiste ure in ure ključen tudi počitek, ker so eksplozivne mišice, so treningi kar malce spremenjeni. Ena glavna stvar, ki jo pa dobiš v športu, je pa absolutno ta, da si navajen se odločiti, tako kot sem morebiti že v začetku rekel, komu pa čemu nameniti čas. Isto potem tam vidiš, komu in čemu ni ravno najbolje, da nameniš čas v tem momentu, ko se ukvarjaš športno kariero, če želiš, da boš res vse možne dejavnike izključil, da boš imel šanso zmagati mogoče. Zadnjič na enem programu, ki smo ga tukaj imeli, je bil en 27-letnik, pa je rekel, da se s kriptovalutami ukvarja in da se pri 28 upokoji, in potem se je cela skupina zasmejala. Pa sem potem malo razmišljal, če sem prav malo to zračunal, si se tudi ti pri 28 oziroma še kakšno leto prej upokojil, vse športno. 26. Pa me zanima ena stvar, a se je še kdo upokojil s skokom dolgim 246 metrov? To ne vem. A si edini? So se z daljšimi. Z daljšimi? Ja, pa z marsikerimi krajšimi. Je pa, da sem pa morebiti eden redkih, ki se je upokojil po res eni boljših sezon, pa nasploh, da sem zaključil med top 10 na svetu, to pa morebiti bi se znal narediti, da sem bil edini v tem športu zaenkrat. Je bilo takrat pol konc. Ja, zdaj bi se pa še mogoče malo dotaknila enega tazga slovenskega športa. To je pa primerjanje drug z drugim, zelo radi si primerjamo, a ne. Zdaj, če sosed avto zamenjal, je fajn
da ga tudi mi zamenjamo, ampak malo boljše avto. Pa se mi zdi, odkar imamo socialno mreže, je to šlo sem še 3 stopničke gor. Še jaz bi mogoče naredil par primerjav. Edini si iz družine Prevc, ki je tekmoval v svetovnem pokalu, pa ni zmagal. Res je. Drži. Pa me Zdaj mi je zanimivo, ker si prvi to povedal na tak način, ker je to dobra stvar. Kako sam gledaš na primerjanje? Verjetno, glede na to, da si šel v svetovni pokal z starejšim bratom, si verjetno tudi ti bil deležen teh primerjav. Kako si ti na to gledal? Kako si se s tem soočal? Ena velika stvar, ki jo dostikrat javnosti govorimo, da neke te bratske borbenosti nikoli ni bilo. Pa ne to, ker morbiti si že gledal tam v osnovni šoli 4. razred, da meni bo pa letos ratalo narediti s 5 bratov, bi pa sam 4 prav dobro, ali kaj takega. Ampak, ko je pa prišlo do smučarskih skokov, je pa ta razlika, da je med nami bila glih taka starostna vrzel, da si bil ti že toliko pa toliko, ne vem, od starejšega brata v ozadju z razvojem, od mlajšega toliko naprej. In do tiste mere, ko si pa enkrat prišel, da si bil en drugemu konkurenčen, si bil pa istočasno konkurenčen že celemu svetu. In se niti nisi toliko primerjal z bratom, ker si pa pol takrat že gledal, kako boš še vse ostale v ekipi, pa vse tamle Avstrijce, Nemce tudi nažgal, a ne. In dobesedno do tega primerjave med samimi brati ni res nikoli prišlo. Še vedno subjektivno lahko zelo iskreno priznam, da je bil prav fajn občutek, ko je enkrat tamle septembra na mednarodni tekmi kontinentalnem pokal, to je po domače rečeno druga liga v skokih, svetovna, ker si prvič v življenju brata premagal na mednarodni tekmi, je bil en poseben feeling. Je pa glih ta razlika, da smo skozi poudarjali, da smo posameznik, da pa še zmeraj smo kot celotna slovenska ekipa, ker zelo, ko ti enkrat preživiš z ostalimi fanti tudi po 2/3 leta v dnevu, se tudi drugi ratajo že kot bratje. Zdaj, če počasi zaključiva s skoki, pa se preseliva na tvojo drugo kariero oziroma druge kariere, ki jih imaš. Kakšen je bil pa ta skok, ta preskok v čisto drugo obdobje življenja? Zame mogoče kontra. Večina športnikom pa zaradi tega tudi obstaja dosti teh poudarkov pa izobraževanj, kariera po karieri. Tega se Olimpijski komite Slovenije kar dosti ubada s tem, pa tudi kakšno finančno posmejevanje. Ker tle, če grem malo samokritično, bi jaz sam sebi rekel, da ne vem, če bi se na tej točki lahko klical za vrhunskega športnika. Ker vrhunski športnik, kot sem že prej omenil, je človek, ki ima res fokus samo na to, kako bo on najboljši v tisti eni stvari. Jaz bi prej rekel, da sem človek, ki sem v hecu rečeno po ženski strani podedal 2 stvari, se pravi jezik, babji jezik, takole gubcam, pa firbec. In že tudi tekom kariere te je zanimalo še to, pa to. In si marsikatero stvar, bom to polkel enkrat konc, pa bo to polkel enkrat konc. Kakšno stvar si že namerno včasih delal, da si se zamotil, pa da si glavo dobesedno psihološko spočil vmes med kariero. In z tega vidika ko je bilo enkrat konc kariere, se je dobesedno vse samo odprlo in najbolj ironično je, da tiste stvari, ki sem jih videl še takrat, ko je bil dejansko opravljen ta najboljši skok, ali še takrat, ko sem opravil uradni poslovilni skok 1 leto kasneje, še vse tiste stvari, ki sem imel v glavi, da bojo prve prišle na vrsto, še kar čakajo. Vse ostalo se je vmes še vrinilo. Zdaj pri nas na Cenec Štuparju zelo promoviramo to, da se je treba učiti celo življenje, vse življenjsko učenje. In se mi zdi res, danes živimo v enem takem času, ko se zelo hitro spreminja, finance se zelo hitro spreminjajo, mi se hitro spreminjamo, pa me zanima, kaj so bili pa tvoji mogoče neki največji izzivi, ki si jih opazil, česa si se mogel najbolj mogoče naučiti v tem, ko si delal oziroma ko delaš kariero po karieri, kot si rekel? Če začnemo prvo s tem vseživljenjskim učenjem, ena taka morebiti zabavna zadeva je, ker ravno zdajle
odpiram spet nazaj popoldanski SP in ko vnašaš tam not podatke, zelo mi je smoten, ker slovenska zakonodaja, ti imaš daljšo ime, se pravi dejavnost tvoje ime SP ali pa krajše ime tvoje ime SP. In mi je, če tako, ke vsak DO ali pa karkoli ima lahko kakršenkoli ime, sem hotel jaz tam dodati nekaj, kar mene najbolj pooseblja, a ne. In so mi na koncu zavrnili, da kao moraš povedati bolj kot svojo dejavnost, sem glih danes mogel to dopolnjevati, ampak glih kot vseživljenjsko učenje nekako iskal sem, o čem se najbolj to pove in je nekaj, kar jaz zelo rad govorim, da če mi le rata, da ostanem za celo življenje radoveden, a ne. In nekako sem dal ime Permanently Curious, da je še malo, ker je lažje povedano kot pa v slovenščini, radoveden je malo predolga beseda, ampak ja, tisti pa se tega ne zastopijo. Ampak ja, to mi je zelo tisto dejstvo, ki je stvar, da človek se dobesedno vsak dan spreminja, vsako uro se spreminja, že samo tisti pokazatelj v gospodinjstvu, koliko se prahu nabere v enem tednu, to je dobesedno spreminjanje vsakega telesa, ne samo to, kar od zunaj prinese. In zaradi tega ja, vseživljenjsko učenje je nekaj, kar bi moglo biti zelo samoumevnega. Dobesedno že jaz opažam, ke mi še par let nazaj ni bilo jasno, kako ima oče lahko na telefonu vse tako zmešan, ke ta prva stvar, ke s telefon dobil, sem jaz vse rodil, da je bil to čisto moj telefon. Zdaj zmeraj bolj ratuje misli, ker so ti druge stvari bolj pomembne v življenju, kot pa da telefonu vse štima na tistem ekrančku. Ampak kot prve stvari je pa recimo ena glavna razlika, ke jo velikokrat povem, da je v vrhunskem športu ali pa v dobri podjetniški smeri je ena glavna razlika. Pri športu je, kot sem že prej rekel, en ključen del treningov tudi to, da ti počiješ. Se pravi, če hočeš imeti, da so dobri treningi opravljeni, rabiš tudi dobro regeneracijo pol. V vsakem poslu pa verjetno dobro veste, da te zjutraj noben ne vpraša, kako si danes spal, ampak zgolj, a je narejen, a ni narejen. In to je ena velika tista prva razlika, ke si jo dostikrat takole opazil. Pa predvsem, da kakšnih rokov se je zelo fajn držati, da tudi en dan zamude je lahko že težava. To mi zdajle še pride na glavo. Kaj drugega se pa lahko pol zelo hitro isto naredi, se pravi, da če hočeš, da je kaj narejeno, moraš zagristi pa še kakšnega zraven dobiti, pa ja, da je včasih treba tudi po 16 ur ali dlje. Je pa, ja, si res, ena velika razlika je bila pa glih zdaj med prenovo celega lokala, ke si opazil, ne vem, ob 6 si začel, do 10, 11 se slih zagrel, pa ljudje že na malico, pa že čik pavza pa to. Tisto pa dobesedno bil še kar v pogonu, pa je bila ura 5 popoldne, so delavci šli že že na novi prišli, ke smo počasi že rekel, da bi bilo morebiti pametno kaj v dnevu pojesti, a ne, ampak dobesedno, ja, normalno ti je bilo iz športa ven, nekako si, če si hotel nekaj premakniti ali pa kaj, pa dela seveda ni zmanjkalo, si bil sposoben tam biti v pogonu tudi od zjutraj do večera, pa niti tista čik pavza ni bila potrebna. Dve stvari sta mi prišli zdaj na misel. Prva stvar je, jaz sem odpiral SP nekaj časa nazaj, tako da če boš kakšen nasvet rabil, kako z iPadom pa to, lahko se izmenjava številke. Zdaj, kar se pa tiče, očitno nisi dovolj seznanjen, namreč mi smo vse organizacije, podjetja smo mogli zdaj dati v svoje pravilnike pravico do odklopa. Tako da veš, da koliko si imel odklopa v zadnjem obdobju? Ja, če gledamo po tem, kako bi odkljukal, ja, imam kao kot zaposlen v lastni firmi, ja, si vzamem počitek. Če se lahko mogoče še malo dotakneva, ene stvari, o kateri so te novinarji zelo pogosto vprašali, in to so bili občutki. Zdaj, moje mnenje je tako, da bi mogli imeti v šolah ne samo finančno pismenost, ampak tudi čustveno pismenost, zato ker se mi zdi na upravljanje z denarjem in na vse naše finančne odločitve zelo vplivajo čustva. Zdaj, pri skokih so pa ti občutki še toliko bolj pomembni, no. Verjetno si milijonkrat slišal stavek, kako se počutiš. Že meni je šlo včasih na živce, ke sem tam s kavča gledal, pa njega spet to vprašati, pa je novinar spet isto vprašal. Nisem te mislil danes to vprašati, pa mogoče me vseeno zanima, a si bolj človek, ke sprejemaš odločitve na podlagi
neke intuicije, občutkov ali na podlagi razuma? Kako na to gledaš? Ta prvo rad komentiram, da veš, da ta vprašanja, kakšni so občutki, večkrat dobim v intervjujih, ko se kritizira novinarje, kot pa dejansko od novinarjev. Jaz nisem imel občutka, da bi teh vprašanj bilo toliko veliko. Sem ga pa fasal lih takrat 5 minut po osvojenju 2. olimpijske kolajne in takrat pa si res, kaj pa misliš, kako se počutiš? Takrat je bilo pa res, da kljub vsemu temu, koliko mi je ratal, pa se trudim, da imaš vsakič si sposoben zgenerirati en odgovor, takrat ga pa nisem bil sposoben, ker bi skoraj namesto odgovora v živo, v eter kolegico, ki je dobesedno, je lahko rečem že kolegica, ki je spraševala novinarka, ki bi kar rekel, ja, Polona, kje si pa zdaj našla ta vprašanja, namesto odgovora, ampak je tudi takrat ratalo to nekako speljati. Tako je, ponavadi, če imam le dosti cajta, včasih traja tudi po 2-3 tedne, da narediš celo raziskavo, da vse odpreš probati najti vsaj par različnih virov na spletu, zaradi tega, ker imaš tudi kakšne strani, ker se ve, da če lahko plačamo, pa date naš artikel na prvo mesto, a ne v sami ocenitvi ali karkoli. Mislim, nimam potrjeno, ampak ziher se dogaja, to se bi kar upal reči. In zaradi tega, kjerkoli nakup, da imam vsaj dosti časa, delaš po temu, pol na koncu pride do kakšnega subjektivnega ali pa čustvenega odločitve, pa mogoče pride čustvena odločitev tudi glih tale, ker zdaj lansko leto, ko sem delal eno tako raziskavo, pol najdeš en dober artikel tukaj, ampak pol je on še boljši, po ocenah je ta še boljši in to me je na koncu pripeljalo do čustvenega nakupa stroja, ki bi po moje dobil čisto dobrega tele nek v Evropi iz Amerike, ker on je bil ocenjen kot ta najboljša zadeva, pa po možnosti še 200 € dražji in je bilo malo tega čustvenega, hoče imeti tega, ki bo ziher ta prava, ne. Ampak me zaenkrat še niso razočaral, ne, pa tudi glede na bilanco, lansko leto smo artikel, ki ga ta stroj proizvede, lansko leto sem si vsaj 0 pokril, tako da letos naprej že dela dobiček ta stroj, tako da vsaj sem lahko pomirjen, da kljub čustvenemu nakupu je bilo to čez. Takrat, ko je pa kakšna časovna stiska, takrat pa ja, probaš dobiti karkoli objektivnih informacij, pol na koncu pa čustveno se odločiš, kot ti misliš, da bo boljša odločitev. Kakšni so občutki zdaj, ko si v toliko vlogah, kot si? Če jih sem naštejem, pa me dopolni, če sem kakšno pozabil. Si gostinec, poslovnež, stand-up komik, športni komentator, influencer in seveda tudi mož svoji ženi. Kako usklajuješ vse te vloge, ker koliko vem, ženo tudi poslovno sodelujeta, kakor vem, ima sladki del programa v gostilni čez. Zdaj, naštel si 5 stvari, pa mož svoji ženi na 5. mesto. Mislim, da je glih to, kar si naštel, tudi mogoče moja osebna napaka, da se zadnje cajte kot prvo trudim, da to ne bi bilo na 5. mestu, ker si bi počasi mogla vzeti tudi kakšen ta pravico do odklopa, pa da greva kam kot dva zakonca. Pa tudi, če je to dobesedno v lastnem stanovanju za 12 ur. Ampak rata kar izziv, kako vse skupaj usklajevati. Ravno danes sem enega klical že za 18. januarja, da bo treba prestaviti, ker se vse skupaj zelo fila. Se pravi, sama stand-up komedija nam bo prvo četrtletje zelo fajn popestrila. Lahko dodava pol zraven še ambasador Planice, ambasador projekta Planica 7 pri Triglavu in sem v Planici v 3 vlogah, pa še popolni so nastopi, tako da tisti teden bo tudi živahen. Predvsem rata kar izziv predvsem vse skupaj uskladiti, pa počasi probavam najti tisti moment, da vse skupaj tudi sprocesiraš v glavi. Mislim, da vsak let težje si obraze zapomnim, zaradi tega, ker jih toliko in toliko srečaš. Tule se hitro, dobesedno sem se na eni točki začel, da se niti ne delaš lepega, ampak tudi že ta 10, če eno in istega človeka po imenu vprašaš, če je potreben, me že ni dosti prepričal, da si bi ime zapomnil. To je en vidik, drugi vidik se pa znanstveno lahko obraniš, da človek ne bi si zapomnil 15
5000 obrazov, ampak tle se šteje tudi vse domače ljubljeničke, pa tudi Trumpa tamle po televiziji, pa tam okvirno 5000 imen. Se pravi, ke pa enkrat to zapolniš, seveda z določenimi treningi pa algoritmi lahko tudi možgane natreniraš za kaj več, ampak ponavadi pride do presnemavanja čez. In tako da imam tudi en znanstveni izgovor, zakaj do tega pride. Žena je odgovorna pri nam dobesedno za sladki del, je to tudi nekako moj glavni razlog, da v gostinski posel, da sem sploh padel. Da ne bo pomote, gostinstvo je bil meni hobi program, imam tudi jaz en osnoven veselje do tega, če ne bi osnovnih pogojev, da bi pa čeprav za meni najbolj pomembno osebo v življenju, da bi se lotil takega posla, ker vsaka gostinca, ki ga vprašate, vam bo povedal, da to ni glih posel, ki bi ga delal zgolj iz zaslužka ali kaj podobnega, ker ponavadi terja več kot 24 ur, včasih bi že skoraj hotel. Je pa bila ta osnova v ozadju, da se je že let po nazaj prišlo do odločitve, ke se je pojavila priložnost nekje, da bi osebi zgolj svetoval, sem mu rekel: "Pismo, če hočeš, lahko gremo skupaj po to." Glih zaradi tega, ker je sama lokacija tam, ke delamo, pri Homan v Škofji Loki se imenuje, ima že zgodovinsko tradicijo, tudi kot slaščičarstvo. Žena slaščičarka in se je nekako takrat že ta vizija, ke se je zdaj 10. avgusta začela po prenovi, da ima ona lastno delavnico, kjer to slaščico ustvarja. Jaz imam nekako gostinski del načez, pa tudi tam eno postavljam čim bolj kot šefico, pa da ima vse skupaj naprej, tudi zaradi tega, ker sploh od januarja naprej bo izziv, koliko bo mene sploh tam. V tem momentu recimo imamo delavnico peke piškotov, 8 otrok, dobesedno mulcev v delavnici, pa bi bilo fajn, da bi ti tam malo starše nadzoroval. Pa je mogla ena druga vskočiti, a ne. Tako rata kar živahen, ja. Dobesedno v zadnjem letu mislim, da je stanovanje ratal bolj kot odlagališče, skladišče pa spalnica. Kot pa prostor, koder bi človek bil. Nina, dobro potezo sva naredila, da sva ga tako hitro rezervirala. Še en nacionalni slovenski šport, zelo se radi delimo na dva dela, za in proti. Ko sem malo bral kakšne, ali pa ke malo kakšne članke bereš, zmeraj tam v komentarjih se skregamo, za in proti, se moramo postaviti na eno ali pa drugo stran. No, ne samo to, pej brati o čemerkoli, ali je od slovenskega dogajanja, ali šport, ali od naravoslovja. Pri ene 15 komentarjev bo že našel rdeče pa bele. Tako, ampak je pa ena izjema, ko sem pa poslušal kakšne intervjuje s tabo ali pa kakšne članke o tebi, pa moram reči, da ni bilo nobenih nekih negativnih komentarjev, vsi so bili komentarji v smislu: "To je pa res en tak super fant, človek z zdravimi pogledi, z pravimi vrednotami." Pa me zanima, katere ti gledaš kot neke glavne svoje vrednote, ke te čez življenje peljejo. Ja, saj ne veš, da sem vse podkupil, da se to ne, morebiti tako, to, kar sem od doma prinesel, mi je nekako glavne vrednote, s katerimi se trudim živeti, pa dostikrat rečem, če se mi kdaj kaj spremeni, me kar rad brcnete, da se popravim nazaj. Zelo je glih to, v življenju sprejemati vsakega sočloveka, ne glede na to, kakršen je. Da dobesedno, ja, tudi če ima povsem drugačen pogled, še zmeraj ima pravico do tega, še zmeraj se lahko na marsikateri temu vidiku najdeta. Pa doma so nas zelo navadili, če hočeš, da je kaj narejeno, bo pač treba zagristi v to. En dober primer, ki je sicer bolj Petrov v živo dogodek, ampak sem ga jaz tudi živel, je pa dejstvo, da kot primer, takrat se je obiralo gozdne borovnice, po 2 urah se je naveličal, pa je mami rekel: "Mami, jaz sem že ves naveličan, no, pa se še malo naveličan obiraj, a ne." Ja, in ta stavek pove večkrat, pa je takrat mami mislila, pa da bomo to še kdaj otroci uporabili naprej, ampak to je zelo lep primer, kako je bilo pri nam dobesedno pri vsem, kar sta nas učila. Se pravi, starša sta imela kar dosti tega, da vrednote, ki sta nam jih hotela predati, sta tudi živela.
In isto, kot sem prej rekel, za sočloveka, isto je bilo s tem delovnimi navadami, da sta znala za to poskrbeti. Ena stvar, ki je še nisem toliko uživel, je, da dobesedno si vzameš tudi pol še kaj časa za bližnje v prostem cajtu, to se moram še popraviti malo. Ampak te so tiste glavne stvari, za katere malo verjamem, pa se trudim v življenju peljati čez. Zdaj pa za konec, počasi bi naredila en tak telemark na tale pogovor. Takih par še kratkih vprašanj, imaš 2 možna odgovora. Ali, Okay. pa se lahko potrudiš, da odgovoriš na kratko. A prav? Zmeraj. Lahko poveš kaj več, če želiš. Čokolino ali čokolešnik? Nič od tega. Zdaj pa že leta nič od tega. Pa vemo, s kje si to spobral. Po luft ali po cesti? Raj po luft. Fitness ali gmajna? Gmajna. Elektrofaks ali upravljanje podeželja in krajine? Oboje. Ičkoti ali Janezi? To smo pa Janezi. Takole, prišla sva do konca. Če bi kdo želel mogoče še iz občinstva kakšno stvar ceneta vprašati, imamo zdaj mogoče še kakšno minutko na voljo. Kakšno vprašanje? A je res, da ste bili v glavnem lačni kot skakalci? Oziroma ta prehrana skakalcev pa vzdržnost glede tega? Začel bom s tem, da ja, jaz sem bil kar dosti lačen, ampak to je bila bolj moja napaka, ker se lahko pokritiziram, da kar se tiče prehrambenih navad, nisem njih človek, ki bi bil lahko vzoren primer. Kar se pa tiče teoretične pa splošno, pa ne, niso toliko lačni, ker ja, če si lačen, je delno lahko zaradi športa, delno pa predvsem iz tvoje lastne napake. Smučarski skoki so šport, koder je, vse to so zelo dobro zdaj tudi zdravstveno omejili, ker še 25 let nazaj si imel osebo, ki je pri svojih 188, tako ki je bila, mislim, ne, 180, mislim, da je bil velik, težek je pa bil vse skupaj 47 kg. To je pomenilo, da tele se mu je tale kosti že malo videla in on je dobesedno na mizo vstal, vsega dol iz zraka niso mogli pobrati. Po 4 letih rekordne sezone, rekordne kariere je pa fasal izgorelost. Posledično so takrat pol nekako tudi sama pravilnika omejili, kratko rečeno, je ena osnovna začrtnica, karkoli imaš manj kil od začrtanega na podlagi tvoje višine, moraš tudi smuček krajšati, in da imaš posledično manjšo plovnost po zraku, manj te odnese. Še zmeraj pa ta razmerje pomeni, da na neki točki je rajš imeti malo krajše smučje, pa še malo manj kil, je še zmeraj bolj pozitiven učinek. In nekako vsak skakalec najde svojo tisto optimalno, idealno težo, na kateri njegovo telo še maksimalno funkcionira. Jaz recimo sem glih tam za maturantski izlet doživel, kaj to dobesedno pomeni, kaj te energetsko poreže. Ja, maturantski izlet je bil kar malo tisti povod, ker že pred maturantskim izletom če začnemo v številkah, se pravi, moja idealna tekmovalna teža je bila tam 56 kg. Pred maturancem sem jih imel 54,5, z maturance ves preplozen dehidriran pridem na 53,5. In je bilo dobesedno čez noč se je zelo fajn pokazalo, ker en dan si preskočil še tako ovirico, naslednji dan ti je bila takale izziva, ne, in seveda v 2 dneh, ker sem telo spet malo nafutral nazaj, spet ni bilo nobene panike, ampak pol nekako tam spoznaš, kje je tvoja idealna in tistega se nekako trudiš držati. Pride pa do ključnega dela, da ne vem, skakalci, meni te boljše sezone sem imel tam od 3 do 5% telesne maščobne mase, ker moško telo rabi 3% maščevja za to, da sklepi pa vse normalno dela. Pri ženskah se pogovarja tam od 10 pa 12% naprej. In tam nekako si, pa tam ostajaš, ker pa imaš toliko malo maščobne zaloge v telesu, rabiš tudi toliko manj vnosa v celem dnevu. In je tudi tvoj dnevni vnos kalorij v telo manjši, ker ga tvoje telo manj potrebuje. Ti pa rabiš predvsem čez celo sezono čim bolj konstantno težo ohranjati, ker smuč glih ne moreš čez noč, danes bom pa imel 2 centi daljše, boš se silver tape pa mi boš težko poštukal dalje. In zaradi tega je bolj princip, da ti ohranjaš težo preko cele sezone na tisti idealni teži, seveda omejeni smo na dol, gor pa sami nočemo iti, ne.
In imaš ti marsikere skakalce, ki imajo bolj težavo ohranjati, da morajo več pojesti, pa še kaj popiti, preden je sama tekma, samo zato, da ima dosti kil, kot pa obratna smer. Pride pa lik do tega, se pravi, tvoje telo, ker je na toliko majhni teži, dnevno porabi manj, kot pa recimo zdaj tukaj ljudje, ki ste v dvorani, vaš telo porabi več v celem dnevu, kot pa telo tamle zale Anžeta Laniška, ki v dnevu še cel trening naredi pa vse. Njegovo telo še zmeraj manj porabi, kot pa recimo od nas zdaj tukaj, in zaradi tega so tudi pol talarji manjši. Zdaj je pa ta razlika, da ja, malo lahko pokritiziram lastno branžo, če pa ti spustiš fruštek, spustiš kosilo, greš na trening, pa zvečer celo milko poješ, ja, pa je tvoj problem, da si bil cel dan lačen. Če si pa sposoben, je pa res veliko težje je vzpostaviti eno normalno prehrano v taki situaciji, ampak če si pa to sposoben, pa si ohraniš en tisti pravi urnik preko celega dneva, da vneseš to, kar tvoj telo potrebuje, pa dobesedno telesu daš to, kar rabi, posledično pa ti telo ne bo sporočalo, da je lačen. Super, Cene, hvala za vse te misli, ki si jih delil z nami. Če bi mogoče želel še kaj, kar smo mogoče pozabili, pa se ti zdi pomembno, ne vem, za življenje, za finance, za posel. Ja, ne, zdaj imam v glavu sam, ker je gospa že prej izpostavila vse tele spletne prevare. V zadnjem mesecu se mi zdi, da teh mailov je ratalo še več in več. In 2 dni nazaj sem dobil enega iz Gorenjske banke, v narekovajih. In ono, ki že rečeš, vi se pa res potrudite, ker jim rata že lepa slovenščina, vse prav piše, tudi že kakšen logotip iz Gorenjske banke povlečejo. In tisto, kar pa ti prižge, sploh ne oranžno luč, je bilo pa pri meni to, da oni jim je lepo pisali Gorenjska banka, ampak gre za hec preveriti na Gorenjsko banko, pa tega sploh ne uporabljajo toliko, kot pa samo GBKR domeno. In je bil to tista prvi oranžen alarm, pa njim pošlješ in so bili še zelo veseli, ker so pol poslali še naprej v prijavo, ampak ja, tega se zmeraj več pojavlja, pa še en nasvet, ki je pa zelo morebiti smiselna, karkoli naročate ali pa delate z Ameriko, pa da rabijo informacije od vas, raje si en mail zmislite sam za testu, ker v Evropi imamo še nekako urejene te pravice pa vsega, pa da morajo tisti, ki zbirajo vaše maile, telefone po določenem cajtu jih zbrisati, v Ameriki tega ni. In imam en mail, ki dobesedno dobivaš vse in svašta, zaradi tega, ker pride enkrat v Ameriko, da date, ne vem, samo enim podjetju, ki je dobesedno, ne vem, da ste rezervirali hotel, pri njihov mail, tisti mail ne bo ostal sam pri hotelu, bo šel še živo vse in svašta, od tistih, ki modrcev prodajajo, pa še ne vem, kaj vse živo. In dobesedno je lahko tisti mail v 5 letih poplavljen z vsemu, kar ne rabite. Toliko. Super, hvala ti. Prosim. Cenjeni Rok, najlepša hvala.